Hvala lepa vsem, da ste prišli. Namen današnjega srečanja oziroma tiskovne konference je, da na nek način se vam najprej zahvalim. 4 leta smo na nek način delali skupaj. Sam sem bil na številnih tiskovnih konferencah in lahko rečem to, da smo vzpostavili neke dobre odnose. UKC Maribor, jaz osebno in novinarji. Vsem bi se zahvalil za izjemno korektno pisanje. V veliki večini primerov so bili članki dobronamerni, poučni, namenjeni temu, da korektno poročajo in da poročajo dobronamerno v naši ustanovi. Jaz sam sem se tudi trudil na vseh tiskovnih konferencah, da sem izpostavil probleme, da sem situacijo prikazal takšna, kot je, in da nisem stvari olepševal, ampak da sem jih povedal takšne, kot so v resnici bile. Skratka, danes bi rad na nek način povedal, kaj se je v teh 4 letih zgodilo. Stvari se hitro pozabijo, pozabi se, kaj je bilo pred 4 leti, in mogoče je fajn, da se teh stvari spomnimo. Zdaj, če se samo to ne bo šlo. Boste vi mogoče lahko naprej dali? Okay. Če se spomnimo, pred 4 leti je bil UKC Maribor v neki izjemni krizi. Ni bil problem samo to, da so množično zapuščali ustanovo specialisti, medicinske sestre, zdravniki. Tu imamo podatek, koliko zdravnikov je odhajalo letno. In veste, da smo imeli izjemno krizo. Če se spomnimo samo na anesteziji, takrat je bilo na anesteziji prisotnih okrog 20 anestezistov, najmanjša številka je bila 17. Številni oddelki so životarili, pravzaprav ni bilo mogoče zagotoviti niti 24-urne službe, dežurstva in tako naprej. Tako da je bila na prvi tiskovni konferenci, ki sem jo imel, je bilo z moje strani povedano, da je prioriteta številka 1 strokovnega direktorja zaustavitev odhodov strokovnega kadra iz ustanove. Tega smo se sistematično lotili naprej. Ampak problem ni bil samo ta. Problem je bil tudi to, da je bila ustanova vodena na tak način, da je ves čas pravzaprav poslovala pozitivno, brez izgube, ampak v zadnjih 10 letih pred mojim nastopom moje funkcije so bili velikanski problemi na področju medicinske opreme, nabavljala se le v nujnih primerih, realizacija javljenih potreb strani predstojnikov posameznih oddelkov je bila približno 4%, in to se je seveda poznalo pri vsakodnevnem delu in tudi to je pripeljalo k temu, da so številni zdravniki ali pa medicinske sestre zapuščali ustanovo. Naprej. To je en taki podatek, mogoče, da se ga spomnimo. Leta 2017 je bil sprejet tako imenovani interventni zakon, ki je bolnišnicam pokril izgube v tistem trenutku. Mariborski klinični center v primerjavi z ljubljanskim kliničnim centrom 81 milijonov proti 4,5 milijona. Razlika v velikosti bolnišnice je 1:2. To je bil samo eden od pokazateljev, so številni drugi tudi na področju investicij v infrastrukturo in podobno. Naprej. Potem medicinska oprema. Vidite, da si medicinsko opremo v glavnem zagotavljamo iz lastnih amortizacijskih sredstev. In če boste pogledali te številke, večino let, pred letom 2018, se je ta številka gibala okrog 2 milijona na leto. 2 milijona na leto v ustanovi, kot je naša, bistveno premalo in seveda to je bilo rezultiralo k stanju, kot je bilo. Takrat, če se prav spomnim, je bila iztrošenost opreme 85%, skratka 85% opreme je bilo v tistem trenutku iztrošene. Naprej. Prostorska problematika, že takrat smo se pogovarjali že 30 let o oddelku za pljučne bolezni. Intenzivna terapija je bila pereč problem, ki se dolga leta ni reševal. Oddelek za infekcijske bolezni, OP blok, patologija, urgentni center. Naj vas spomnim, da tudi 50%, več kot 50% ustanove ni bilo klimatizirano. To govorimo prostorih, kjer je potekalo zdravljenje. Naprej. Ko sem nastopil svojo funkcijo, seveda sem se zavedal
kaj so pravzaprav moje pristojnosti. Moje pristojnosti so opredeljene v statutu. Ukvarjati se moram z stroko, z razvojem stroke, z kliničnim delom, z pedagoškim delom in znanstveno-raziskovalnim delom. Skratka, to so moje pristojnosti. Naj pa seveda še enkrat povem, da strokovni direktor nima nobenih pristojnosti pri razporejanju kakršnikoli finančnih sredstev. Skratka, vse stvari, ki se odobrijo za podpisom direktorja. Strokovni direktor sam ne more odločati o ničemer. Naprej. No, na kak način izboljšati situacijo? Tu so seveda različni pristopi. Meni se je zdelo izjemno važno, da na nek način spostavimo v ustanovi neki sistem vrednot, ki so za ustanovo pomembne. Smatral sem, da je potrebno izboljšati način vodenja, nameniti več sredstev za vodenje infrastrukturnih projektov in pa za medicinsko opremo in pa seveda izboljšati status našega kliničnega centra v slovenskem prostoru, pa seveda tudi mednarodnem. No in kakšne so te vrednote? Kaj se je meni zdelo bistveno in najbolj pomembno v kliničnem centru? Na prvem mestu gotovo klinično delo, skrb za paciente. Pacient mora biti na prvem mestu, za njega moramo skrbeti najboljše, kar je možno, z najboljšim znanjem in z najboljšo možno opremo. Pa če ni važno samo kvantiteta dela, koliko mi nekih posegov napravimo, ampak je bistvena tudi kvaliteta dela. Na tem področju se pravzaprav temu ni posvečalo pozornosti, jaz pa sem smatral, da je to zelo, zelo pomembno. No, seveda, potem je tu terciarna dejavnost, raziskovalno delo ali pa terciarna dejavnost kot celota. To se mi je zdelo izjemno pomembno. Na tem področju moram povedati, mi sicer imamo status, ves čas imamo status kliničnega centra, ampak ta status se je treba vzdrževati, ga nadgrajevati, ker če to izgubimo tudi status učne ustanove. In v vseh teh letih smo pravzaprav bili na robu in nismo uspeli vzpostaviti več kot 4 temeljne klinike v tem času. Klinika za interno medicino, klinika za kirurgijo, klinika za pediatrijo in klinika za ginekologijo. No, kar se mi zdelo še posebej važno, da gojimo dobre medsebojne odnose, govorim zdaj o profesionalnih odnosih, pa o kolegialnih odnosih, se mi zdi, da je to zelo pomembno in tudi počutje na delovnem mestu, odnos do bolnika, in pa, kar je tudi zelo pomembno, transparentnost. Bistveno se mi zdela, da poudarimo, da je transparentnost pomembna in da ima stroka avtonomijo. Da stroka mora imeti svojo avtonomijo, ne sme se vpletati politika in to je zelo važno. Naprej. Eno sem koordinatorje za posamezna področja, tu se jim zahvalim na tem mestu, 4 leta so delali z mano, dr. profesor Bevc na področju raziskovalnega dela, dr. Elič na področju raziskovalnega dela, pedagoškega dela in pa najprej dr. Košir in kasneje dr. Lanišnik na področju kakovosti. Dobre. No, začeli smo z projektom osebne izkaznice. To je bil projekt, ki je pravzaprav na začetku analiziral, kakšna je situacija, napravil natančno analizo stanja na vseh teh področjih, ki so pomembna, skratka klinično delo, kvaliteta, kvantiteta, terciarna dejavnost, medsebojni odnosi, transparentnost in pa bil naravnan tudi na ta način, da vsak oddelek ravna po načelu dobrega gospodarja. Če ti dobro delaš, klinično dobro delaš, kakovost je dobra, terciarnost je dober, imaš vzpostavljene delovne procese na ta način, da nekaj sredstev prihraniš, jih lahko tudi vložiš v lastne razvoj. Jaz o tem ne bom danes dosti govoril, ampak ta projekt je zaživel in na vseh področjih prinesel zelo dobre rezultate, kot boste videli. Razen na področju, gremo naprej, kar naprej, ne bom tukaj šel v podrobnosti, še naprej. Lahko rečem samo to, da smo tudi na področju varčevanja ali pa dobrega gospodarjenja že v prvem letu, bi rekel, na nek način pridelali 1 800 000 evrov in tudi v naslednjem letu. Žal pa je potem COVID kriza prinesla situacijo, ki pravzaprav ni bilo več mogoče delati na enak način in smo ta del vse v nekem trenutku postavili na stranski tir in se seveda lotili COVID epidemije, ampak na vseh ostalih področjih bom pa rezultate pokazal kasneje. Sistem kakovosti, dr. Lanišnik, v tem času smo upravili AACI akreditacijo in pa druge stvari naprej. Ciljni kazalniki kakovosti na področju administracije. V zadnjem letu pa smo začeli temu dodajati tudi tako imenovane klinične kazalnike kakovosti, kar je zelo, zelo važno v kliničnem centru ali v zdravstveni ustanovi nasploh.
Gotovo se boste vi vprašali, ali pa vaši svojci, ko se bodo šli zdraviti v našo ustanovo, ali so tukaj dobri zdravniki, ali imajo dobre rezultate, kako je to v primerjavi z Ptujsko, ali pa Ljubljansko, ali pa z Mentonsko bolnišnico. In to smo tudi začeli vrednotiti, namreč da pokažemo, nastavimo ogledalo vsakemu posameznemu predstojniku ali pa tudi vsakemu posameznemu zdravniku. Naprej. V pedagoškem delu je bistveno to, da smo učna ustanova in da smo učna baza za več fakultet, predvsem medicinsko fakulteto, fakulteto za zdravstvene vede, številne druge fakultete, in pa da je bistveno, se nam je zdelo tudi to, da preko medicinske fakultete spostavimo sistem, ki bo študente stimuliral, da se pri nas zaposlijo, da ne bodo hodili v tujino, da ne bodo hodili v Ljubljano, v druge bolnišnice, ampak smo jih z štipendijami, z nekimi drugimi pristopi poskušali stimulirati, da se bodo zaposlili pri nas. Štipendije smo uvedli za deficitarne poklice in to je obrodilo sadove na nekaterih področjih, kot je recimo patologija, travmatologija in podobno, smo prvič po ne vem kolikih letih uspeli dobiti specializante in jih tudi zadržati. To je dejansko bil en velik uspeh na tem področju. Naprej. Zdaj, bistveno se mi je zdelo, da znanstveno-raziskovalno delo stimuliramo na kakršenkoli možen način. Tukaj je nekaj od teh postavk. Rekli smo, nekaj moramo vložiti, da se bo to povrnilo. Naj povem, da mi za terciarno dejavnost kot ustanova dobimo 24 milijonov evrov vsako leto iz strani države. In če tega ne upravičimo, bomo ta sredstva izgubili, tako da približno 300 tisoč evrov, ki jih vsako leto vlagamo dodatno v terciarno dejavnost, je bogato poplačenih. Naprej. No, zdaj pa seveda to, kaj se je v tem času spremenilo. Naj se zaustavim najprej pri prvi postavki število zaposlenih zdravnikov specialistov. Kot vidite sami na teh slikah, na tem grafu, zgoraj zaplavo so specialisti, spodaj so specializanti. Število specialistov se je do danes v 4 letih povečalo za 70, morda celo že 80 v tem trenutku, kar je fantastičen uspeh. To je bistvena razlika. In zdaj praktično na vseh oddelkih imamo dovolj zdravnikov za klinično delo in nekaterim ostaja čas tudi za terciarno dejavnost. Tudi specializantov je več in zdaj pravzaprav že lahko zbiramo dejansko med najboljšimi kandidati za naša delovna mesta. Na področju medicinskih sester je situacija nekoliko drugačna. Spremenilo se je razmerje med diplomiranimi in pa srednjimi medicinskimi sestrami v korist diplomiranih, ampak na nek način ne uspemo privabiti dovolj medicinskih sester. Tu je velika luknja zeva in jaz mislim, da bo treba napraviti tukaj še zelo velik napor. Tudi v zadnjih letih, mislim, da tudi strani naše ustanove ni bilo dovolj napravljeno. Procesi so zastavljeni na tak način, da mnogokrat ovirajo zaposlitve medicinskih sester, skratka ne ponudi se jim zaposlitve za nedoločen čas in podobno in tako sestre odhajajo v druge bolnišnice, v druge ustanove. Naprej. Posamezni oddelki, kako se je število zdravnikov večalo naprej, to ne bomo zašli v podrobnosti. Recimo na anesteziji, če samo povem, število zdravnikov se je povečalo iz 17 na 45. Že pred 2 letoma smo imeli 45 specialistov plus 35 specializantov, ampak nažalost se v zadnjih 2 letih število specialistov na tem oddelku ni povečalo. Naprej. Tu so še nazaj malo mečkano. Sredstva, tu primerjam sredstva, ki jih pridobivamo za raziskovalne projekte. Naprej. Vidite, da se v 2 letih količina teh sredstev pa višina teh sredstev povečala za več kot 2-kratno. To smatramo za uspeh, da uspemo pridobiti tudi raziskovalna sredstva drugod, ne samo iz lastne ustanove, ampak v slovenskem prostoru pa v mednarodnem prostoru. Naprej. Izvajanje mednarodnih projektov, kot vidite, te številke so šle bistveno na boljše naprej. In pa seveda, kaj je najbolj objektivno, objava znanstveno-raziskovalnih člankov. Znanstveno-raziskovalni članki se ne morejo objaviti v neki slovenski reviji preko zvez, ampak se objavljajo v mednarodnih revijah, kjer morajo iti skozi recenzijske postopke. In kot vidite, se je število člankov povečalo za 3-krat v tem času, število objavljenih člankov za 3-krat naprej. In tudi vsi ostali kazalniki uspešnosti znanstveno-raziskovalnega dela, to je mogoče preveč za novinarje, ampak vsi rezultati na vseh področjih so se bistveno izboljšali, nekateri za nekajkrat, nekateri za nekaj procentov. Naprej. Tudi zdaj, v letošnjem letu, novi raziskovalni projekti, številni zdravniki, pa drugi raziskovalci so za to zaslužni in se jim zahvaljujem. Naprej.
V tem času se je povečalo tudi število doktorjev znanosti, število habilitiranih ljudi, predvsem docentov, rednih profesorjev in tako naprej. Tako na tem področju pravzaprav 130 doktorjev znanosti v UKC Maribor, kar je velika številka. Na to smo lahko samo ponosni. Naprej. Število člankov z impact faktorjem, naprej. In pa število člankov po četrtinah. To se meri po četrtinah. Prva četrtina pomeni članki v najuglednejših revijah. In tu smo dosegli največji napredek, kot vidite, so ti rezultati dejansko zelo, zelo dobri. Naprej. Naj vas še seznanim s tem, mogoče to niti ne razmišljate toliko, ampak v Mariborskem kliničnem centru letno zdravimo približno 500 tisoč ljudi ambulantno in 50 tisoč ljudi v hospitalu, skratka operacije, težji posegi in tako naprej. Hkrati pa smo začeli z letom 2018 sistematično spodbujati uvajanje novih metod zdravljenja, skratka, da smo višali nivo tega zdravljenja. V tem času smo vsako leto uvedli približno 150 novih metod. Številne teh metod so, bom rekel, revolucionarne, prve v slovenskem prostoru, nekatere tudi prve v svetu. Smo dobili številne ugledne nagrade in na to smo lahko samo ponosni. Jaz sem tu nekaj jih napisal, ampak teh je, tako sem rekel, vsako leto približno 150. Naprej. Ne bomo zašli tu v podrobnosti. Zdaj, premik se je napravil tudi na tem področju, da smo sistematično definirali oddelke, ki bi lahko postali klinični oddelki ali pa klinike. In na dveh področjih nam je to že uspelo, in sicer oddelek za ORL je postal klinika za ORL, čudovit uspeh, in pa klinični oddelek za abdominalno kirurgijo. V tem trenutku sta še postopka na oddelku za ortopedijo in pa tudi na oddelku za neurologijo. Skratka, naš načrt je bil, da v roku 10-15 let pravzaprav vsi oddelki v UKC Maribor postanejo klinični oddelki ali klinike in v tem trenutku smo na relativno dobri poti. Zdaj seveda se ne morem izogniti temu, kar je prišlo pred 2 letoma, in sicer COVID epidemija. Ta graf je vedno drugačen, vsakič drugačen, ko ga pokažem. Tam mala grbica na levi strani je prvi val, potem so prišli drugi, tretji, četrti in zdaj se končuje, upam vse, da se zaključuje 5. val. V tem času smo v naši ustanovi zdravili več kot 5000, morda že 5500 pacientov in pa 1100 pacientov v intenzivni terapiji. Te številke so enormne. Lahko si predstavljate, da recimo, če povem konkreten primer, v naši bolnišnici je približno 900 bolniških postelj in v času najhujšega 2. ali 3. vala smo imeli 250 od teh postelj zasedenih za COVID pacienti. Ena četrtina bolnišnice, več kot ena četrtina bolnišnice je bila namenjena COVID pacientom in ti pacienti so bili seveda obravnavani po strožjih kriterijih, z maskah, v skafandrih in tako naprej. Da ne govorimo o temu, da je v tem času bilo veliko izpada kadra, tako da smo to res s težavo zmogli naprej. Seveda se postavi vprašanje, ali smo bili mi bolj ali pa manj obremenjeni kot pa druge bolnišnice v Sloveniji. In ta graf, ki smo ga dobili z Ministrstva za zdravje, jasno kaže, da smo bili v tem času v primerjavi z kliničnim centrom v Ljubljani bistveno bolj obremenjeni. Naprej. Še posebej, kar se tiče pacientov v intenzivni terapiji, je Mariborski klinični center nosil zelo veliko breme. In tu se jaz seveda zahvalim vsem svojim sodelavcem, ki so v tem času delovali v kriznem štabu, predstojnici oddelka za infekcijske bolezni, dr. Goriškovi, predstojnici intenzivne terapije, dr. Stadinovi, predstojniki urgentnega centra, dr. Proseno, ti so nosili res veliko breme in sem dejansko moram zahvaliti. Naprej. No, ampak še bolj zanimivo je pa ta podatek, da kljub temu, da smo mi skrbeli za tako veliko število ljudi, smo realizirali skoraj v celoti program, ki je bil v tem času sestavljen strani ZZZS. Tu govorimo o številu realiziranih uteži, ne pa o številu realiziranih pacientov, števil primerov. Tukaj se nam je poznalo to, da anestezija v dobršni meri ni delovala in operacije se niso mogle izvajati. Naprej. To, na kakšen način smo mi realizirali svojo dejavnost v primerjavi z kliničnim centrom Ljubljana, recimo kaže tudi ta podatek, za leto 2021 je država odobrila povrnitev 80% stroškov nerealiziranih programov. UKC Ljubljana je dobil 24 milijonov, Mariborski klinični center pa 3,8 milijona. Se pravi, da smo mi realizirali 7-krat, govorim, procentualno več programa, kot pa Ljubljanski klinični center, glede na velikost. Naprej. No, zdaj pa seveda investicije v medicinsko opremo.
tukaj tudi kažem po letih, vidite, da v letu 2018 pa 2019 je bilo komaj kaj investirano v medicinsko opremo v našem kliničnem centru. No, nekako smo poenotili politiko in smo poskušali na nivoju ustanove zagotoviti več sredstev in smo to dejansko tudi uspeli. Vidite, da se je ta številka potem povečala za nekaj milijonov letno in v letih 2020 in 2021 je bilo teh sredstev relativno zelo veliko, še posebej, ker smo k temu dodali tudi sredstva strani države zaradi covida in pa evropska sredstva. Tako da v enem letu je bilo teh sredstev celo 14 milijonov v letu 2020, kar je bistveno izboljšalo našo situacijo na področju medicinske opreme. Pa seveda se pa opazuje tudi naprej, v letu 2022 bo teh sredstev bistveno manj. In jaz kot strokovni direktor še v tem trenutku ali pa bivši strokovni direktor povem, da je tega bistveno premalo. Kaj se je v tem času nabavilo od magnetnih resonanc, CT-ev, mikroskopov in tako naprej, to si lahko preberete, če koga zanima naprej. In pa seveda investicije v infrastrukturo. To je zelo, zelo pomembno. Prej sem pokazal, kaj nas je najbolj peklilo. In tudi tukaj vidite, v letih 2018-2019 je bilo teh sredstev relativno zelo malo, v zadnjih 2 letih pa se to je izboljšalo. Skratka, v zadnjih 2 letih smo dejansko z lastnimi sredstvi, nekaj pa tudi z sredstvi s strani države izboljšali in s tem smo lahko zadovoljni, bom malo več povedal kasneje naprej. Kateri projekti so bili v tem času že realizirani? Sami veste, mogoče ste slišali, dejansko nekih otvoritev v tem času nismo delali, ker je bila COVID kriza, ampak prva faza selitve pljučnega oddelka, to se pravi selitev oddelka za kožne in spolne bolezni, je bila realizirana že leta 2020, se pravičujem. Ne samo, da je bila realizirana, mi smo ta oddelek tudi racionalizirali. Pred to krizo ali pa pred selitvijo je zaradi preobsežnosti tega oddelka, neracionalnosti, letno pridelal približno 2 milijona izgube. Za novi lokaciji z bistveno manj posteljami, z istim obsegom dela pa smo to seveda bistveno izboljšali. Potem oddelek za plastično kirurgijo, ista zgodba, iz 2 etaž smo napravili 1 etažo, ki je zadostna, minimalizirali izgubo, ta investicija se sama od sebe povrne v nekaj letih. Oddelek za kardiokirurgijo je kompletno prenovljen in pa, kar je za mene še posebej pomembno, urgentni center smo končno po ne vem kolikih letih uspeli plasirati ali pa vzpostaviti na enotni lokaciji. Urgentni center je prej deloval na 2 lokacijah, pacienti so se premikali od enega zdravnika do drugega zdravnika, zdaj pa je urgentni center dejansko v središču ustanove, vse se vrti okrog pacienta in to je dejansko velik kvantni preskok pri obravnavi pacientov, v kvaliteti obravnave pacientov. In pa tu bi še posebej poudaril, da smo v tem času uspeli kompletno klimatizirati praktično celotno ustanovo. Iz 50% smo prišli na 100%. Nekatere investicije pa so bile strani države financiranje, kot je recimo pediatrična intenziva in pa intenziva za odrasle bolnike. Tukaj smo dobili sredstva se strani države, ampak še enkrat poudarjam, številne investicije so bile izvršene tudi z lastnimi sredstvi, kar je zelo, zelo pomembno. Naprej. Še dodatno, da ne rečem, da je COVID prinašal samo slabe strani. Dobra stran je gotovo ta, da se je politika začela zavedati, da je treba investirati v zdravstvo, tako v kadre, kakor tudi v infrastrukturo. In v tem času smo dobili odobrene investicije, kot je širitev ali pa končno premestitev oddelka za pljučne bolezni na matično lokacijo. To bo izvršeno že v letošnjem letu, že v juniju ali pa juliju v letošnjem letu. Potem dodatna velika investicija je oddelek za infekcijske bolezni, nadomestna stavba, novogradnja. Potem je tukaj negovalna bolnišnica in pa v zadnjem času, zdaj v času tudi že novega direktorja, tudi oddelek za onkologijo. Vse te investicije so v vrednosti približno 120-130 milijonov evrov in seveda smo tega zelo, zelo veseli. Naprej. Zdaj, glede na to, da smo imeli bogate izkušnje iz preteklosti, na kak način potekajo te investicije, realizacija, smo se nekako dogovorili, da smo posamezniki prevzeli vodenje posameznih investicij. Jaz sem sam skrbel za te manjše, kot je selitev oddelka za pljučne bolezni naprej, oddelka enote za pedopsihiatrijo in tako naprej. In moje vodilo je bilo to prvič, da sem sam neposredno vpleten, nadzorujem to
da so jasno definirani prvič, kdo je dal pobudo, kdo financira, kdo je to odobril, in pa da so jasno definirani in navedeni tudi posamezniki, ki so odgovorni za posamezne faze projektov. To se je pokazalo kot dobro in ti projekti dobro tečejo, bodo končani, nekateri pa, kot sem rekel, so pa že končani, kot je selitev plastične kirurgije, dermatologija, urgentni center, pa kardiokirurgija in kot sem rekel že, tudi ostali bodo. Predvsem pljučni oddelek, tega se veselimo v mesecu juliju. Naprej. Še naprej. Ne bom, tu pa se ostavimo, večkrat nazaj. Naprej. Tako. Zdaj pa projekti v letu 2022-2023, naštel sem tiste projekte, ki jih bomo financirali strani države, ampak nujno je, da tudi sami financiramo določene stvari, to je bilo sprejeto tako na strokovnem svetu, kot tudi na kolegiju direktorja. Tukaj na prvem mestu bi poudaril, da je nujno potrebna kontejnerska bolnišnica. Prvič, zato da v primeru 6. vala končno lahko nekje namestimo te COVID paciente in da ne izgubljamo prostora na matičnih lokacijah. In drugič, to bo nujno potrebno za začasno namestitev pacientov v času teh novogradenj. Govorim za infekcijski stavbi, onkologiji in tako naprej. Potem so tukaj še Inštitut za rehabilitacijsko medicino, travmatologija in pa drugi oddelki. Ne bom šel v podrobnosti, ampak posebej pa poudaril tudi to, da je ena od prioritet bila tudi ta, da je nujno potrebno izboljšati standard v bolniških sobah, tako imenovanih na starih oddelkih. Veste, da v celotni kirurški stolpnici, kliniki za interno medicino, kliniki za ginekologijo in tako naprej pacienti bivajo v nemogočih pogojih, po 6 v eni sobi, klimatizacijo sicer zdaj imajo, ampak te standarde treba bistveno izboljšati. Ne samo novogradnje, ampak tudi obnova ali pa izboljšanje standarda v starih lokacijah. Naprej. Kakšno je zadovoljstvo na delovnem mestu, to zdaj mogoče ni čas, da o tem govorim, ampak to smo sistematično spremljali. Opazili smo, da delavci dejansko doživljajo to, kar mi vemo, da so delovni pogoji nemogoči, da so delovne razmere zelo težke, še posebej zaradi opreme in pa teh bivalnih pogojev naprej. Zelo jasno pa smo bili tudi upozorjeni, da delo ni organizirano na optimalni način, to smo poskušali na posameznih področjih izboljšati, še posebej so izpostavili tukaj pravičnost in transparentnost. Tukaj se še vedno soočamo z problemi, ki jih nekako ne uspemo rešiti. Naprej. Zanimivo je to, da so ankete, ki jih izvajamo pri pacientih, to so naše ankete lastne, pa tudi ankete, ki jih dobimo se strani NIJZ-ja, relativno zelo dobre. Jaz sem mogoče malo presenečen, ampak tu so ocene praktično vseh klinik, tam nekje med 4 in 4,5 od 5, kar smatramo za zelo, zelo velik uspeh. Naprej. So pa neke, bi rekel, poglobljene ankete, ki jih tudi vendarle izvedemo, tako mi kot NIJZ, kažejo, da pa so problemi. Problemi so, še enkrat poudarjam, bivanski standard in pa tudi na nekaterih mestih odnos osebja, medicinskih sester, zdravnikov in tako naprej, tako da tukaj je prostor za izboljšave naprej. Kakšen je prostor za izboljšave, ne bomo danes govorili naprej. Zdaj, javnost, že prej sem rekel, jaz se zavedam, da je javnost pomembna in sem ves čas poskušal delovati na transparenten način, da sem informacije predstavil takšne, kot so. Nisem jih izboljševal in še enkrat se zahvaljujem vsem novinarjem, da ste o tem korektno in dobronamerno poročali. Naprej. Zdaj, kakšne so prioritete v prihodnosti, ne bom govoril, ker sem odstopil z položaja strokovnega direktorja, ampak definitivno so tudi na strokovnem področju nekatere prioritete, tu je zdaj, bom rekel, na prvem mestu robotska kirurgija, možganska kap, transplantacijska dejavnost in tako naprej. Na vsakem od teh področji so načrti že napravljeni, jaz upam, da se bodo počasi tudi realizirali. Potem, kar se tiče organizacijskih stvari, pa bi tukaj omenil še posebej problematiko zdravstvene nege. Tukaj zdravstvena nega mora priti še bolj v ospredje, še večjo pozornost se mora nameniti zdravstveni negi in jaz mislim, da tukaj čaka našo ustanovo zelo veliko dela. In pa bistveno se mi zdi tudi, da v prihodnje so stališča stroke upoštevana, ker so stališča stroke v UKC pravzaprav jasno, da najbolj pomembno. Naprej. Raziskovalno delo,
To so tudi ambiciozni projekti zastavljanja, o katerih ne bom danes govoril naprej. In pa infrastrukturni projekti, rekel sem že, nadomestna bolnišnica in pa izboljšanje bivalnega standarda. Pravzaprav bom zdaj s tem zaključil. Jaz se vsem lepo zahvaljujem za konstruktivno delo in želim vse dobro, tudi v prihodnje, vsakemu od vas. Vprašanje. Ja, izvolite. Torej, zakaj ste se odločili konkretno za nastop? Vemo, pred tedni ste vseeno neuradno vložili kandidaturo za vnovični mandat. Kaj je, bomo rekli, po domače sodo izpilotno? Naprej. Tu še rekel, no, še pozabil sem to. Zdelo se mi je pomembno tudi to, da za uspešno delo začnemo ljudem tudi dajati priznanje. Ne, to v prejšnjih letih nekako v UKC nismo znali nekomu reči hvala, meni se zdelo to pomembno in smo začeli uvajati, ali smo uvedli nagrade na posamezna področja in se to dobro obneslo. Skratka, to je en tak še naprej. Zdaj, zakaj moj odstop? Jaz sem zdaj dejansko se prijavil za kandidaturo in sem se po tehtnem razmisleku odločil, da bom od te kandidature odstopil. Razlogov je več. Glavni razlog je pa gotovo ta, da so bili na stroko v zadnjih mesecih, še posebej pa v zadnjih tednih, enormni pritiski. Tukaj govorim zdaj o pritiskih na mene osebno, na posamezne člane stroke, predstojnike oddelkov in pa strokovnega sveta. In jaz sem ocenil, da koliko želimo ohraniti obraz in hrbtenico, da enostavno moram odstopiti, ali pa zgubimo obraz in hrbtenico. Kako je pa zdaj z vašo kandidaturo? Tudi kandidature ni več. Mislim, da v takšnem položaju, kot ga ocenjujem, da je, kandidatura ni smiselna, ker teh stvari, o katerih sem govoril, ne bi bilo mogoče realizirati. Kako mogoče malo bolj konkretno o teh pritiskih? Glejte, ne bi želel govoriti konkretno o pritiskih, lahko pa rečem, da so bili dolgotrajni, sistematični, organizirani in pač enostavno sem se odločil, da odreagiram na takšen način, kot sem zdaj povedal. Ostajate v UKC Maribor? Da, ostajam. Jaz sem po profesiji sem ortoped, jaz to rad delam. Jaz sem izziv tudi na področju vodenja in sem se tega resno in za vso odgovornostjo lotil, ampak pa tudi neki rezultati so, če smo odkriti. Ocenil sem, da v tistem času, ko sem se odločil za prvo kandidaturo, takrat sem bil 8 let predstojnik oddelka za ortopedijo, smatram, da sta 2 mandata maksimum na neki poziciji in sem smatral, da lahko nekaj prinesem tudi na področju ustanove kot takšne, širše. Sem delal z polno paro in dobro namerno, ampak kot rečeno, zdaj je čas, da odhajam in odhajam na delo kot ortoped, tega se pa tudi veselim. Kdaj ste dali odstop in ali je bil ta že sprejet? No, odstop sem dal včeraj. Ne vem, če je bil sprejet ali ne sprejet, ampak ta odstop je nepreklicen. Potrdi pa ga kdo? Tega ne vem. Komu ste poslali odstop? Direktorju svetu zavoda. Kdo bo prihodnje, zdaj vaš mandat bi iztekel 20. aprila, kdo bo do takrat vodil strokovno delo v bolnišnici? To je vprašanje za direktorja in za svet zavoda. Danes ste še strokovni direktor ali ne več? Včeraj sem nepreklicno odstopil. Če ni vprašanj, se vsem zahvaljujem. Govorim, mogoče se samo to, pravite te anonimke blatenje, v bistvu lahko malo bolj konkretno so to bili posamezniki, oddelki ali kakšne skupine, ki so pritiskali na vas, je to bilo zaradi vašega dela, kaj konkretno vam je bilo očitano? Glejte, anonimke krožile po medijih, tudi na spletnih medijih. Jaz mislim, da tega ni potrebno komentirati, ker so bile v vseh anonimkah so bile popolnoma vse stvari ali izmišljanje, insinuiranje in so imele popolnoma jasno nalogo oblatiti mene, oblatiti stroko, oblatiti posamezne strokovnjake, ki v naši ustanovi delajo, najbolj ugledne profesorje, z ciljem preprečitve ponovne kandidature. Je šlo za iste ljudi, ki so v bistvu že dr.
in na enak način ga pripravili oziroma pripeljali do tega, da ni ponovno se... Glejte, tega ne morem komentirati, so pa metode zelo podobne. Ne. Mogoče še vprašanje na temo COVID-a, več rahate kot strokovni direktor, kako je vas ta COVID-na kriza zaznamovala v tem času mogoče ali pa spremenila način razmišljanja? Ja, zelo me je zaznamovala. Ne. Jaz sem se zdaj s tem ukvarjal intenzivno 2 leti, 24/7, sem bil dosegljiv ves čas. In lahko rečem, da na začetku smo zelo malo vedeli, bilo je veliko strahu, tako pri nas samih kot pri tistih, ki so se na prvih vojnih črtah frontah borili. Na to smo na nek način se soočili z boleznijo, spoznali, jo tudi nekako domačili in zdaj se tudi bolezen sama se je spremenila. Meni je najhujše, mislim, zelo sem ponosen na to, da smo vse COVID paciente korektno obravnavali, da smo imeli odlične rezultate na praktično vseh področjih. Me pa zelo boli to, da so bili tako imenovani beli ne-COVID pacienti v tem času pa res izjemno prikrajšani. Ne. Konkretno, če govorimo o ortopedija, je realizirala približno 50% programov napram pred krizo, potem vsi drugi elektivni posegi so stali, tako da se sedaj soočam, raki niso bili diagnosticirani, onkološki pacienti so prihajajo kasneje do diagnoz in bodo gotovo tudi slabši rezultati. Tako da ti stranski učinki COVID krize se bodo poznali še leta. Ocenjujem, da bodo v naslednjih letih, da bo tudi ta tako imenovana presežna smrt se še pojavila v nekem procentu, prav zaradi tega, ker smo zanemarili pacienti, pa tudi rezultati zdravljenja bodo slabši, recimo konkretno pri ortopedskih pacientih, številni so zamujeni in bomo imeli gotovo slabše rezultate. Tako da jaz sem vesel pravzaprav, da odhajam, ko se ta kriza nekako končuje, upam, da se bo tudi dejansko končala. Danes je v našem kliničnem centru še približno 40 pacientov, od tega 14 v intenzivni terapiji in upam, da bo bolnica začela delovati čim prej normalno. Za konec čisto na kratko ocenite, v kakšni kondiciji zapuščate delo strokovnega direktorja naslednikov. Zdaj prej ste vse našteli na dolgo, čisto na kratko, če lahko ocenite, v kakšni kondiciji zapuščate delo. Ja, jaz mislim, da je zelo jasno iz tega, kar sem pokazal, da je bila najprej napravljena evaluacija stanja, natančna analiza, da smo cilje definirali in rezultate spremljali. Jaz sem jih jasno pokazal. Klinično delo, kakovost kliničnega dela, terciarna dejavnost, medsebojni odnosi in tako naprej. Skratka, vse te stvari so dokumentirane, jasne, infrastrukturni projekti, nabava opreme, tako da te stvari so zabeležene in bodo šle v anale in jaz se tega ne sramujem. Bi mogoče lahko zelo na kratko izpostavili, ne vem, rečemo 3 stvari, 3 vaše uspehe vašega mandata, na kaj ste najbolj ponosni? Ponosen sem gotovo na to, da smo se soočili z krizo, COVID krizo na tak način, kot smo se. Še enkrat priznanje ljudem, ki so v nemogočih razmerah ustvarili ogromno. Drugič, smatram, da je uspeh, ali pa smatram, da je vse začetek uspeha to, da so se vzpostavile neke vrednote v ustanovi, ki jih je potrebno gojiti in ki so važne. Ker če se ve v ustanovi, kaj je pomembno, potem ljudje tudi vejo, kako ravnati. To se mi zdi izjemno važno. Na področju infrastrukturnih projektov pa se vendarle tudi premaknilo. Ključni oddelek se bo preselil, 4 projekti so že bili realizirani in četrta stvar, če lahko še četrto povem, pa je to raziskovalna dejavnost, terciarna dejavnost, pedagoška dejavnost, kjer so rezultati res fantastični. In se nimamo sramovati in se lahko primerjamo tako s kliničnim centrom v Ljubljani, kot z številnimi drugimi zdravstvenimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami. Kakšna pa zdaj situacija? Gledali ste 14 intenzivnih COVID pacientov, kaj pa dejansko pomeni zdaj za operativni program? Ali zdaj teče že malo bolj normalno, v kolikšnem delu še odpadajo operacije? Zadnji podatek, ki ga imam, da operacije še vedno odpadajo, ne bi se zdaj spuščal v razloge, ampak trenutno smo nekje na 60 do 70%. Smatram, da bi lahko v tem trenutku delali gotovo več. Lepa hvala vsem.